Zdravo družba, dobrodošli v novi epizodi. Tokrat vam bom pokazal meni 5 najljubših pripomočkov za peko na žaru. Zdaj, jaz imam malo več kot 5 meni najljubših pripomočkov, tako da verjetno bo treba vsaj 2 videa narediti. Tako da, pojmo pogledati, kjer sem za danes pripravil. Zdaj takole, da najprej razložim. Tehle 5 pripomočkov, ki jih bom jaz danes predstavil, sem jih več ali manj jaz sam kupil, jih redno uporabljam in jih zato res priporočam. Zdaj, zato, da pa vam malo olajšam delo, pa v spodaj v opis videa dodal linke do vseh tehle izdelkov na različnih mestih, kjer sem jaz to kupoval. Tako da, gremo na prvega. Zdaj, meni se zdi, da takole, da vsak ta prav žar mojster mora imeti eno dobro lito železno ponev. Vsaj ena je takole srednjo velikost, tole vedno prav pride. Zakaj lito železna? Zakaj je taka masivna? Zaradi tega, ker se kdaj zgodi, da jo moramo direkt v ogenj vršiti, na hudo žerjavco, na plinski žar, žar na oglju, na šporhet, karkoli, ena taka lito železna posoda vam bo vedno prav prišla. Lahko tudi kaj takega manjšega, ne? Teh velikosti je različni proizvajalci, tele moje so Lodževe iz Amerike, kupil sem jih na nemškem Amazonu, zelo ugodne. Zdaj, zakaj je fajn lito železna ponev? Zato, ker je z njo zelo malo dela in zelo malo jo je treba čuvati. Vse, kar je samo to, da ne smete paziti, da jo preveč čistite. Po vsaki peki, če je kaj gor zapečeno, samo žičnata gobica, pa topla voda, pa gre vse stran. Zelo pomembno pri teh lito železnih ponvah pa je to, da jo imamo fejst premaščeno. Se pravi, vsakič, ko jo spucamo, ko se osuši, se jo na debelo premaže z oljem. Zakaj? Te ponve morajo imeti čim več prežganih slojev maščobe in tako se nam ne bo nikoli nič prijemalo na to ponev. Zdaj, če spadate med tiste ljudi, ki pripravljate vse možne jedi na žaru, vam bo taka ponev zelo prav prišla. Aha, pardon, še tole. Ste opazili, ne? Tale ima takle rdeč ročaj. To so taki silikonski nastavki, da se jih gor natakne. Tole je original od Lodža. Zakaj se da te silikonske nastavke gor? Zato, ker se ročaj glih tako, kot ta ponev se greje, ne? In to fejst. Tako da takile silikonski ročaji pomagajo, ne izolirajo popolnoma, ta silikon se še zmeraj segreje, ampak sigurno se boste toliko spekli, kakor če za tole lito železo vročo primete. Ok, gremo naprej. Evo, tole prepoznamo, že na izgled, ne? Tole je stojalo za peko piščanca. Teh stojal je malo morje, vsak proizvajalec ima svojo obliko. Meni je tale od Napoleona ful všeč, ker pač seveda kle gor nataknemo piščanca in imamo pa okrog in okrog še dovolj prostora, da kakšno zelenjavo, krompir namečemo in se to vse skupaj istočasno peče. In tisti mesni sokovi, ki se izcejajo iz piščanca, se izcejajo v krompir in je zato še toliko boljši. Zdaj, zakaj bi mi uporabljali takle stojal, pa ne pločevinko piva, ne? To smo že vsi posod videli, ne? To, da damo surovega piščanca na pločevinko piva, na tist od pločevinke, pa pol to termično obdelujemo, je kar dosti nagravžano. Tako da, če je le možno, si kupite takele nastavke, kakršne koli, nekaj samo, da bomo po koncu nataknili piščanca gor. Če nimamo kaj tacga, če nočemo kupiti kaj tacga, tudi kakšen pekač za potico, super rešitev, samo da ni tista pločevinka. Pa ne samo zato, ker je tista pločevinka nagravžna, tudi zato, ker tisto pivo, ki je noter, nikakor ne vpliva, ne pozitivno, ne negativno, na okus piva, na proces peke. Tako da dober party trik, ampak je kaj tacga veliko bolj uporabno. Ok, gremo na naslednjega. Evo, tretji pripomoček za lažjo peko na žaru so pa tale ražnična bodala. Poznamo več različnih velikosti, oblik, dajte kakšne take manjše za zelenjavca, pa manjši kosi, pol malo večji ali še malo večji, ne? Jaz s temi srednjimi, ki sem jih kupil, sem dobil to takole fajn taško, tako da vam vse klele not pospravljene, jih imam vedno na istem mestu in se mi ne zgubijo. Zdaj, zakaj bi taka nabodala uporabljali? Seveda za ražniče, ne? Veliko bolj praktično pa je eno nabodalo uporabiti za eno vrsto živila, ki ga pečemo. Se pravi, ali samo zelenjavo isto nabodemo gor, ali pa isto vrsto mesa, ne? Ne delamo nekih mešanih, zato ker se vsaka stvar drugače peče in imamo s tem veliko večjo kontrolo na tem, da bo lepo enakomerno pečeno. Seveda, pa tudi obračanje je lažje, ne? Če tole nabodalo obrnemo samo enkrat, pa ne vsakega kosa posebej imamo mi s tem manj dela, tako da to je pa vedno dobrodošlo. Zdaj, za velike fante, ne, imamo pa tudi tole. Takele brazilske sablje, ne, tlele gor se pa oran komade mesa nabode. Zelo dober party trik je, da na temule gor stejke pečemo in pol prinesemo do mize, ko v brazilski restauraciji in režemo kar direkt dol, ne. Tele vsa nabodala so iz Amazona, medtem ko take brazilske sablje ali pa nabodala, kakorkoli bi temu rekli, je pa pri nas v Bauhausu. Zelo ugodno. Gremo naprej. Evo, in smo že pri četrtem pripomočku. Tukaj pa pridemo zdaj na najbolj pomembno stvar pri peki mesa in to je
termometer za spremljanje središčne temperature. Tehle termometrov poznamo malo morje je teh različnih proizvajalcev, tako da moje mnenje je tako, karkoli je boljš kot nič. Sam da kaže kakor točno temperaturo, pa je v redu. Zdaj poznamo več vrst teh termometrov. Tale je en tak instant uboden termometer. Tole vstavimo v meso, odmerimo in pečemo naprej, če je treba. Tole je ful dober termometer, nemški TFA. Dobi se ga v Merkurju ali pa v teh trgovinah z gostinsko opremo. Sicer vem, da kakšni od boljših brendov izgledajo malo lepša, ampak tale dela ful dober. Tako da ali to, ali takele bolj sofisticirane zadeve, sonda termometri. Tole je zunanja enota. Tukaj imamo sondo vstavimo v meso in imamo noter cel cajt peke. Tako da to je malo bolj tak einfach, malo bolj trotl ziher, malo bolj enostavno za uporabo. Sondo damo noter, zunanjo enoto prižgemo in klele na ekrančku spremljamo središčno temperaturo mesa, ki ga pečemo. In tele boljši termometri imajo ponovadi vhode za več sond, tako da lahko tudi 4 stvari naenkrat spremljaš, zdaj, če to rabiš. Vsaj 2 sondi jaz kar pogosto uporabljam. Zdaj, te boljši imajo pa tudi to možnost, da prek Bluetootha ga povežeš na aplikacijo in prek te aplikacije spremljaš središčno temperaturo, lahko naštimaš sam ciljno temperaturo, lahko ti jo tudi sam priporoča, če ne vemo, kjero ciljamo. Tako da takele tele malo boljši, malo bolj pametni termometri vas bojo velikrat rešili. Za tisto nedeljsko pečenko, za celega pišanca, za ogromne stejke, karkoli pečete v večjih kosih, so takele termometri vaši najboljši prijatelji. Zakaj? Ker meso se nikoli ne peče na čas, na izgled, na občutek, na otip, ampak vedno samo na pravilno središčno temperaturo mesa. In to lahko vemo samo z termometrom. Tako da, če še nimate, kupite si en zelo dober termometer, pa vam bo zelo dolg zdržal. Gremo mi naprej. Evo, in smo že pri zadnji stvari in to je komplet dobrih nožev. Zdaj jaz razumem, da vi ne rabite toliko veliko dobrih nožev, ampak vsak dober žarmojster bi mogel imeti vsaj en dober nož. Tako da tele, ki jih imam jaz sklele, so vsi japonski noži iz ostrega roba. Zdaj, noben ne pravi, da so samo japonski noži dobri. Je pa res, da z japonskimi noži je malo bolj užitek delati, to sigurno. Tudi tiste nože, ki jih imate vi zdaj doma, so čisto v redu, samo dejte jih redno brusiti. Tudi fantje iz ostrega roba vam bojo nabrusili kjerkoli druge vaše nože. Dober nož je vzdrževan in nabrušen nož. Če veliko stejkov pečemo, recimo en takle mal daljši nož za razrez v tanke rezine, ali kakšen takle klasičen kuharski nož za razrez, seklanje, karkoli, s tem le boste lahko vse naredili. Tole je od Volčiča Bunka in je res fajn nož, ne samo da dobro zgleda, tudi res ga je užitek uporabljati. Ali pa, kot smo že v prejšnjem videu povedali, če se radi igrate z obdelavo mesa, kakšen takle za obrezovanje, za filiranje, ali pa kaj tacga za razkoščičevanje, v glavnem, dol bo link do spletne trgovine, ali pa še bolj špejte k njim v salon, pa vam bojo strokovno svetovali, kjer nož je za vas primeren. Tako da ja, to je to. Evo, pa smo prišli do konca. Tole je 5 mojih predlogov za meni enih izmed ljubših pripomočkov pri peki mesa na žaru. To so pripomočki, ki jih jaz redno uporabljam in jih zato tudi toplo priporočam. Tudi točno te izdelki z teh proizvajalcev vi lahko najdete tudi kakšnega drugega proizvajalca, kakšen boljši del, nima veze. Tako da nekaj v tej smeri dajte uporabljati, če veliko pečete na žaru in se radi igrate. Zaključek pa že poznate, tako da če vam je bilo tole všeč, dajte stisniti en like, komentirajte, delite med prijatelje, pa ne se pozabiti naročiti, zelo cenim to. Tako da se vidimo naslednjič, pa dober tek!